Od volitev za državni zbor mineva že dober teden. V kratkem bodo nekateri poslanci ponovno sedli na poslanske stolčke, drugi se na stolčke vračajo, tretji bodo tja sedli prvič. Statistiko aktivnosti v državnem zboru meri Parlameter, ne glede na to pa bodo poslanci povprečno v mesecu prejeli 2500 evrov poslanske plače. Ne izvolimo se sami. Sicer imamo res kompliciran volilni sistem, Drugo, to sem pa vseeno videl nekih parlamentov in se pogovarjal, vse podobno je skoraj povsod. Veste, vi imate predsednike delovnih teles v parlamentu, ki pač morajo nekaj delati, pol je pa tam maksimalno ducat aktivnih poslancev. Res je pa, da imaš včasih občutek, da jih polovica hodi zgor plačo vleč in pritiska tipko. Pogosto se na delo poslanca gleda zelo posplošeno, dobra plača in celo malo dejanske odgovornosti. No, dejstvo je, da ni res, da mi lahko kar govorimo, kakor nam paše, kajti za marsikatere besede smo odgovorni celo kazensko in to se kar zelo uporablja. V državni zbor so bili izvoljeni številni različni tipi poslancev. Veliko prahu je dvignila Lidija Ivanuša, poslanka na listi SNS, ki je samostojna podjetnica na področju nege telesa in storitev. Mi imamo tak način demokracije, da izbirajo ljudje tiste kandidate, za kateri mislijo, da so pač najbolj primerni, in pridejo pa noter tisti, ki imajo v bistvu srečo, da so izvoljeni, ker to je težko reči, da bi vsi ljudje volili tiste, ki jih želijo, kajti glede na ta način, ta poseben način proporcionalnega sistema, je tukaj tudi precej loterije. Poslance lahko ločimo, vsaj po statistiki, po prisotnosti na sejah, na glasovanjih, pa tudi po številu poslanskih vprašanj in pobud. Dobro, jaz ne bom rekel, vsi številni pridejo z dobrimi nameni, ampak pol jih pa strankarsko poklopčkajo. Jaz sem rekel, jaz nikoli ne bi kandidiral za poslanca, če ne bi v tistem 82. členu ustave, ki govori o nas, pisali, da smo predstavniki vsega ljudstva, ki nismo vezani na nobeno navodilo. To se mi zdi ključno. In kaj natanko loči dobrega poslanca od tistega malo manj dobrega? Veste kaj, to je en od vodilnih late night show voditeljev v Združenih državah Amerike zelo lepo rekel, med besedami in dejanji. Večji je ta razkorak, več je prostora tudi za vas, da nam nastavljate ogledalo in seveda neka delavnost. Ob koncu meseca, leta ali pa mandata lahko potegnemo črto. Povprečna mesečna poslanska plača znaša 2500 evrov neto, dodatni mesečni pavšal dobi poslanec za stroške v volilni enoti, nadomestilo za ločeno življenje, izobraževanje, telefoniranje in ostale ugodnosti, ki jih nekateri koristijo bolj, drugi manj.